Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Današnji gost je gost, ki ga ne potrebujem prav posebej najavljati, opisovati. Mislim, da bo dovolj, če rečem, ti si moj sonček, Aleš Klinar Klinči, živijo. Je kako lepa napoved, čeprav danes bi mogel biti, ti si Eva, bi mogel biti Adam pol, ne? Ja, recimo. In recimo, da bi se tam najdla pod tistim drevesom, pol naprej pa že komplikaža. Pa kače, pa jabučki, pa tako naprej pustva, ne? Ja, so se ukvarjali včasih s tem, ja. Kako si, Aleš? V redu, evo, še migamo, dokler je energije, dokler smo v akciji, skozi je treba kaj novega postavljati, neke nove cilje, da nas naprej žene, ne? Ker srečam kakšne moje letnike, recimo, ne, ja, sem čakam na penzijo, pa vsi neki pokvečeni, pa v 9:30 moram iti spat. Mene še kar žene, predvsem ta muzika, dogajanje in pravzaprav me čisto en drek, koliko sem star, veš, ne, ker to so pač neke številke, če se dobro počutiš, ok, lahko si star pa 15, pa že vas jaha, ne, odvisno, ne. Ja, in definitivno si zdaj v enem takem, a lahko rečem, kreativnem procesu ali bolj organizacijskem, glede na to, da se agropopi pripravljate, oziroma da se agropop pripravlja na torej, velikega. Vse žlice in vilce in vse torej sem porabil za to juho. Zgodba je bila zelo enostavna. Lansko leto sva se s Poljanškom Poletom, torej midva sva stara garda še z agropop originala, ne. Malo menila, da bi kaj naredili, ker sva ugotovila pametno, da je 40 let od začetkov naših iz 85. In smo hoteli v bistvu narediti samo eno fajn žurko, povabiti vse, malo muzike spustiti, razpad, pa to je to, no. Pa so pa to zvedeli eni, ki se malo bolj, bi rekel, z organizacijo nastopov bavijo in so rekli, pa zakaj ne bi naredili, pa malo revival, pa to, pa folk bi to zagrabil, pa midva, ja kje, pa pač ni članov, žal, 2 sta umrla, nova zdaj midva tam stara idiota skakala sama tam gor, ne. No, pa je pa prišla ideja, da pomladimo pač ekipo, da najdemo, bi rekel, mlade sile in smo kar dolg časa iskali, no, in tako smo pravzaprav prišli do tega, da imamo 2 punce, torej Andreja Sonci in Majči Bobnar, ki sta v agropopu Migi Tvigi in Majči Tajči, in pa Dejan Dogaja, kar je bilo v bistvu za marsikoga presenečenje. Jaz sem ga sicer imel na dolgem spisku kandidatov, ampak sem rekel, on ima pač dosti močno solo kariero in težko, da bomo to vse pokrivali. No, in pa sta enkrat prišla k meni za njegovo drago in smo se nekaj menili in tako, in ona nič hudega sluteč, kaj pa kaj ti, kaj novega, pa to sem rekel, ja, nekaj se trudimo agropop sestavljati nazaj, ne, da bi pač naredili malo revivala ob obletnici, in se ona dva tako spogledata in prav, ta njegova deklica, mati njegovega otroka, vse živo, no, sto poročeno, pojma nimam, ker jaz nisem poročen, pa se s tem ne ukvarjam preveč. Ja, sem pa igral na veliko porokah, kjer so se tepli torte v glavo metali, tako da nimam preveč vesela. In prav, pa Dejan, ti si rojen za agropop, in jaz ko pogledam, sem rekel, in evo, se pravi, usoda je hotela, da je še on zdaj zraven, on je happy peppy, drugače, zdaj pri nas, ne, da ne pride do zamenjave karakterjev. In moram reči, da smo se pol na kup nabrali in je takoj neka dobra energija zakrožila in smo posneli že v bistvu 2 komada in spota in to najavljamo koncert v Hali Tivoli 21. novembra na veliko in imamo pa tudi že pred tem par nastopov, da bomo stvar zalaufali, pripravljamo šov in zdaj vsi se zavedamo, da kaj rečeš agropop, ljudje pričakujejo od njega. Sprav, žurko, zajbancijo, energy, družbeno kritiko, satiro, malo drugače od vsega tega, kar je pravzaprav trenutno na sceni. Je pa seveda zgodba, da ko smo mi to počeli zelo intenzivno, ne, 16 let, so bili drugi časi, ne. Pač veliko se je dogajalo, veliko je bilo družbenih sprememb, pa menjava države, menjava valut, menjava punc, skratka vsega, ne. In marsikdo vpraša, kako mislimo, ne, da bo pa zdaj funkcionirala zadeva v
2025. Ne? In zdaj seveda mi računamo na vso generacijo, ki je z nami žurala, odraščala, ne vem, se poročila, dobila otroke, da bojo prišli seveda to gledati. Po enem se pa zavedam, da moramo tudi en kos mladih pridobiti zraven, ne? Ker danes mladi sestavljajo kar velik del publike. In zato se pač trudimo za to ekipo tudi nekaj novega narediti, nekaj pokazati, mogoče narediti nekih nekonvencionalne komade, ki niso, tako kot zdaj bi rekel, ta NZ Pop, ki je s to harmoniko, vsak dan je 5 novih bendov, recimo. In je vse približno isto, ne? In vse je ratala neka industrija. Ne? Mi bomo probali na ta agropop duh vnesti tudi novim članom, smo zelo v glavo nabijali, kaj pravzaprav agropop je. Ne? Da to ni sam neka inštitucija, neka brand, neka firma, ampak da je to v bistvu band, ki je vedno probal gledati malo z druge strani vse zadeve. Ne? Če smo se na začetku tudi malo, bi rekel, norčevali iz narodno-zabavne muzike, je ta meja hitro padla, ker smo prišli igrati recimo bolj na vas, je bilo to za njih, to je to. Ne? Če smo mi peli Polka je kraljica, Valček naš je kralj, tisti, ki so štekali, da se malo mi rugamo, eni so pa pač rekli, come on. Ne? In probali bomo malo poživiti, no, to bi rekel, to sceno. No. Naredimo Slovenijo spet veselo, ne? Ja, to so pač neke gesla, ki smo jih pobrali od velikih voditeljev, ki se zdaj nosijo kape pa majice skozi, ne? Oziroma Slovenci vseh dežel združimo se in podobne parole. Ne? Ja. Res pa je, da pripravljamo en komad, ki bi tudi ta koncert bomo probali, da Slovenci presežemo te svoje, bi rekel, politične zgodbe, desno, levo, severno, južno, vsem kam, in da bo to tudi tak združitveni koncert, ker konc koncev, ko smo skupaj, smo najmočnejši in nekaj naredimo. Ne? Če se delimo, če smo na 2 bregovih, to drugi izkoristijo, pač te se med sabo zabavijo, modri po nas. Ja. In to bo treba, je pa drug let tudi volilno leto, ne? Tako da bo itak veselo. V vsakem primeru. Tako. Zdaj, če pa greva vseeno nazaj, tja v leto 85, ki si ga prej omenil. A si že bila z nami? A lahko zdaj tako povem, ja, to se ne sme, sorry. Ampak agropop časov se vseeno spominjam in v bistvu, ko danes gledam za nazaj, se mi zdi, da ste takrat dejansko bili band, ki je povedal vse tisto, kar si mnogi mislijo, pa ne upajo in so potem lahko dejansko na vaših nastopih bili tako, ja, to mi mislimo. Ja, ogledalo družbe, ne, recimo neke vrste, čeprav smo imeli različne variante, ne, bile so te neke res ortoveseljaški komadi, ne, zdaj jaz pravim, ene pol komadov od agropopa se v tem trenutku ne bi uvrstili na radijske programe, recimo, ali pa na televizije, ne. Takrat vsi pravijo, ko so bili železni časi cenzure, untret pet, ampak pravzaprav smo takrat, se mi zdi, veliko več povedali kot zdaj. Ne? Zdaj je en kup enih moralnih zgodb, ne vem, zanj sem bil na eni TV, mi je najprej naštela, kaj vse ne smem omenjati, pa kaj vse ne smem povedati, pa sem bil kar mal šokiran, ne, sej, ok, pač uredniška politika, ne, ampak zdaj, če češ nastaviti ogledalo, ne, boš marskoga tudi mal bocnil, ne, in zdaj, če recimo boksneš nekoga, ki je pač ima neko inštitucijo, medij, untret pet, ne, bo že problem, valjda, da te tam ne bojo pol ne rolali na nič. Ampak konc koncev mi delamo za ljudi, ne, in bomo tudi tokrat probali, da bo agropop pokazal tiste svoje prave barve, ne bomo zdaj zato, ker je leto 2025 pa bolj, bi rekel, omejeni. Tudi šov delamo res, bi rekel, special, da bojo ljudje dobili res nekaj posebenega od nas. Ja, že takrat ste bili prepoznavni po tem, da daleč od tega, da ste bili sam vi na odru, ne, da je bilo vedno polno vsega. In tako kot si prej rekel, ne, ta narodno zabavna, ki je zdaj šla v nek, kako bi mainstream pop je to. To je zdaj v bistvu na nek način pop muzika v Sloveniji je zginila. Harmonko pač. Je zginila, ampak to je zdaj nek vzorc harmonke z primesi nekega popa. Ne? Se to so v Avstriji, Nemčiji že zdavnaj izumali, ampak te mladi s tem so seveda naredili
prebojka, ni seveda nič narobe, zdaj pač taka era, ne, vse to se skozi mal gre gor pa dol. Pa je neki cajta rock, pa je neki cajta nek dance, pa je neki cajta rap, pa je neki cajta in zdaj pač ta narodno-zabavni pop ratu neka osnovna, bi rekel, pop celica, včasih na, ne vem, primer na študentskih žurih, pa to so bili sam pop pa rock bendi, ne, danes v glavnem so s harmoniko in te tam mladi, ampak glej, vsaka generacija ima pač neko svojo sceno, ne. Se bo pa to spet verjetno enkrat obrnilo. Si bil pripravljen ali pa si dobil mogoče zdaj v tem času, ko ste na novo postavili zasedbo, deležen kakšnih komentarjev, pa Klinči, kaj ti je to treba? Ja, normalno, jaz sem imel takoj odgovor, sem rekel, denarja mi je zmanjkalo, ker to seveda najprej vsi, a vam je denarja zmanjkalo, zakaj pa zdaj še enkrat pa to, ne. Pa sem rekel, alimentacije so šle gor, računi, ne. Se nam je zdelo, ja, to bo to. Ne, naredili, seveda, da so te komentarji, seveda so tudi komentarji pač upravičeno, ker zaenkrat ne vejo, kaj bojo dobili, seveda, da Agropop brez Šerbi pač ne, ni možen, ne. Ampak jaz bom takole povedal, da ko sem bila s Poljanškom, nažalost malo pred njeno smrtjo nazadnje v domu pri njej, smo se kar šalali in je bila dobre vole še vse in je rekla, če boste le mogli k mene na več, dajte še kaj narediti, pa dajte še kdaj špilat, ne. In to se vidva tudi zdaj zapomnila in jaz mislim, da nas bo Šerbi gledala pač s kjerkoli že, ne, verjetno v kakšni kuhni, jaz predvidevam, ne, taki veliki. Pa Renstonom krompirju, a ne? Zraven kuhala in gledala dol, no, dajmo, fantje, dajmo. Koliko vas je pa imela pod kontrolo v tistih časih? Mi smo bili kar pobezlani računi, ona je mogla obračunavati s 5 fanti, ne. Ampak je bila zelo prilagodljiva, ne, pri njej za Bežigradom je bila itak baza, pri njej so bile skozi žurke in bi rekel, ne samo mi, tudi drugi ljudje so se tam srečevali in v bistvu tudi tam Agropop nastal pri njej, ne, v bistvu iz ene čiste zajebancije smo naredili 3 komade. Ki ste se kaj slučajno na tem žuru znajdeli? Smo se poznali, smo bili tako po drugih bendih, a veš, Polanšek je še pri Pankrtih igral, je še v Krpanih, sploh nismo imeli ekipe. In pa so bili neke zasnove, Primož Kališnik je bil tudi zraven, ki je takrat, mislim, da pisal za Slovenske novice, v glavnem, bili so eni komadi, smo posneli neko demo za Jebancijo, toliko, da smo zapisali to, ne. In potem Šerbi z meni rekel, ja, kam pa jaz zdaj delal, ti už pa zraven plesala, pa metlo ti mu dal, može nekaj najdel zate, ne. In pač Paradni tango je bil eno teh komadov, ki je nekim čudom prišel na RTV, takrat Slovenija, Ljubljana, ne vem kako, so imeli oddaje Pop delavnica in to je bilo nek celoleten prikaz nove scene in so nas poklicali, so rekli, ste sprejeti, dej, kako se pa imenujete, smo rekli, kdo, kaj sprejeti, ne, sploh nismo imeli na imena, ne nič. Tako da smo pa rekli, pa dobro, gremo še to, da res je to bo itak enkratni štos. Pa smo ta manifest napisali, Agropop, beseda frajer bo zamenjala beseda kmet, borili se bomo za kmečke pravice, kmetje so zapostavljeni, itd. In na tisti pop delavnici smo se kar dobro odrezali in to je bilo, ne vem, soboto ali nedeljo, pol na televiziji, finale, in ponedeljek so nas že klicali za špile. Mi v kakšne špile, mi nimamo ne komadov, ne benda, ne nič nismo imeli, mi smo bili ad hoc ekipa, ne. In pa smo pač zbrali še neki na hiter istomišljenike in prvi špil je bil v Zelenem gaju, to je eno tako prizorišče pri Gorici, znano, staro iz 70 let še, in mi smo organizatorji povedali, da imamo 3 komade. In rekel, prav sam pridite, no in pa smo tam one 3 komade zaigrali, sabo smo prinesli vse od žag do kos, vse cel oder smo nasrali, takrat je pa ta glavni band Guguji, so lepo igrali, tako urejeno vse, bil lepo tak plese in pa je bil razpad sistema, ne. In nas niso spustili, pa smo še enkrat se 3 komade odigrali, iste, in pač bili so začudeni in hočem pa povedati to, da pravzaprav 20. septembra, ki imamo ta en predšpil pred Halo Tivoli, gremo kam v Zeleni gaj spet. Tako da organizatorji, ta stari, so rekli, nujno
v zeleni gaj, glede to, da ste bili prvi, bomo zdaj ponovili. Pa imejte kaj več kot 3 komade, ne? To niso omenili, lahko jih pa presenetimo, ja, pa malo sem period igramo, tako kot takrat. Ampak vse me pa zanima, veš, a ne, ko se naredi nova zasedba pod istim imenom, verjetno nehote mečkan, pa boš na teh nekih prvih špilih mal, tudi ti sam pri sebi delu to primerjavo, ko smo pa bili, je bilo pa tako. Ja, veš, da je sprememba, ampak glej, se pravim. Pa tudi se konc koncev ne trudite se biti enaki, kot ste bili takrat. To, ja. To je verjetno bistveno. A veš, tudi vemo, da Šerbi se ne da nadomestiti, a veš, in tako naprej. Gre za to, da so nas, ne vem, sigurno, odkar smo nehali leta 2000, so nas skozi gnavali, a bote še kdaj, a bote še kdaj, a bote še kdaj. Se pravi, računamo na ta feedback, da ven zbrcamo, predvsem tudi našo generacijo, ki je z nami gor rasla, se pravi, rečemo od 40 do 60, a pa do 70, nekaj te ljudje počas nehajo ven hoditi, ali pa se jim ne da, da bojo šli, da bojo spet podoživeli, bi rekel, tisto svojo mladost. Recimo primer, na enem nastopu sem srečal en par, pa že kar odraslo hčerko, in pravita ona dva, ja, mi smo pa na Agropop hodili, pa živijo, pa bla, 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 pa vse malo se pogovarjamo. Moramo ti povedati eno anekdoto, se rekel, kaj pa? Pravi, no, to je pa najina hčerka tle, ne vem, pa roke, pa to. No, ona je bila pa narejena na vašem špilu. Res, in jaz sem bil pravno. Ampak to tako odkrito srčno, ona je zraven stala. Ja. In je bilo pravno, ja, malo sva pol. Je bilo fajn, pa sem malo zginila v zadnji, pa to. In sva zračunala, da je to nastala, pa prav še ime, kje smo bili, pa vse. Vse si je zapomnil. Mlade bomo probali pa pritegniti z nekim novim revivalom tudi, ne, da ne bo to zdaj, bi rekel, samo pogrevanje in tako naprej. Seveda bo glavnina programa starega, ampak bo tudi obdelana na nov način na leto 2025. Tako da mislim, da glede na odzive in glede na predprodajo kart, mislim, da je velik interes in bomo videli, kam se bo to odpeljalo. V katero smer bo šlo še naprej, ne? V agrosmer, to V ni agro levo, zagotovo, desno, ja. nikam, to je direkt, nekaj posebenega, ja. Absolutno. Zdaj, vseeno bi danes, ja, govoriva o Agropopu, tistem nekoč in tem danes, Ja. ampak namen, da sem te jaz danes povabila v studio, Obletnica poroke nimam, ne. to pa ne vemo, Sporočen. prosti, ker nismo ročeni. Ja. Če si pa kakšno drugo obletnico zamudil, pa niso čisto pravi naslov. Rojsten dan tudi nimam, ja, tako da. Ne, veš zakaj? Zato, ker zelo veliko seveda vemo o tebi, kar se tiče glasbene, ne bom rekla samo industrije, ampak kot glasbenika, zelo dolgo si na sceni, veliko drugim izvajalcem si napisal pesmi. Marsikdo reče, da na prvo uho takoj ve, da je klinči zraven, ko sliši kakšno pesem in tako. Jaz sem pa razmišljala, ampak kdo je pa Aleš Klinar tako za 4 stenami, ko se pa ugasnejo luči, pa radijski valovi, radijski sprejemniki in tako. Ja, vem, kaj misliš, ja. Torej, vedno je problem lika, ki ga igraš za javnost, se pravi, to je neka vloga, ne. Drugo je, kakšen si privat, ne. In marsikeri, recimo, sem tudi bral o tem, v zunaj so se preveč poistovetili mogoče z osebo, katero igrajo na odru, recimo, če je bila precej drugačna, in je to dostikrat prišlo do problemov, recimo, njih, ne. Jaz bi tako rekel, tudi privat sem kar, tak bi rekel, kar veseljak, rad imam družbo, rad imam ljudi, sem imel pa to srečo, da sem glasbeno v bistvu bil zelo širok, ker sem začel v enem bendu, ki mi je dal pri 13-14 letih vso osnovo, od rocka do evergreenov, do narodnjakov, in sem zelo širok gledal na muziko. Pol sem dal skrpani, bi rekel, tisti rock čez, kar je dober, ker je fino, ko si mlad, da se spumpaš, ne, to, ko gledam zdaj te boge stare rockerje, ki še okoli žgejo, ne, pa kumi, ne, to je energy, to mora biti energy, ne. In potem je pač usoda hotela, da je v bistvu nastal Agropop, ki je pa me odpeljal čisto druge vode, ne. Tako da, ampak vse vloge so mi bile namenjene na ta preskok. Ja, to bitko sam sabo, v smislu pri Krpanih, vseeno v tej nam je ratala, potem je prišlo do enih
torej nesporazum je bil zelo hecen, ker pravzaprav se je zalaufal, mi smo bili željni nastopa vse. Ena klika v bendu pa reka, da vsak teden igraš, da to je pa komerc in da rock band tega ne sme. No in tle smo se pol dali, vmes je Agropop nastol in Agropop je pa takoj potegnil. Jaz sem pa užival na odru, pač karkoli sem že počel. Itak smo pa mislili, da Agropop bo projekt, ki bo trajal 1 let, max. To kot nek eksperiment, en štos ti ne moreš dolgo prodajati, a veš, eni in isti, ne. In tako se je pač odpeljal. Pol, ko sem naredil svoj studio v Ljubljani, sem pa tudi dosti začel delati za druge, ne, ker so bile pa, pač te stvari so me profesionalno zaposlovale, en kup idej drugih je pa ostal in jih pravzaprav nisem mogel porabiti. In tako smo pač tudi začeli za druge delati in par stvari je dobro ratal in je tudi fajn, da je bila neka vaga, ne, da nisi bil sam na eni zgodbi, ne. Ker zdaj, ko skozi en riff cel življenje, meni je to dolgcet, ne, jaz rad imam različne stile. In ene stvari so šle boljše, ene malo slabš, sprobal sem pa vse. Tako da v bistvu nisem dosti drugačen, kot me ljudje lahko poznajo od tam, da bi bil neki smrtno resen, pa zagrenjen, pa tudi rad sem, no, skratka med ljudmi, tako da tle nekje se gibljem, no. To me drži po koncu. Pa nikoli nisi bil zvezdniški. Ja, team player, veš, imaš, jaz pravim, da vsak sploh artist, solo artist mora biti ego, ne. Se pravi, močnejši njegov ego v principu bolj bo uspel, ne, ker je samo jaz sebe vidim, sebe delam, neko legendo, vse okoli mene se vrti, se vrti za mene, ne. Jaz sem pa zmer bil všeč, da sem bil v bendu nekako enakopraven, da sem sicer imel svojo vlogo, ampak nikoli se nisem počutil, da bi bil jaz in ostali, ne. In to verjetno, ne da bi bil zdaj skromni, majhni, pošteni, tako kot je v enem komadu, ampak takšen pa sem, ne. Je pa dejstvo, da vsi ti lideri morajo imeti orto ego trip, ampak to v nekem pozitivnem smislu, no, nažalost, sliši se čuden, ampak to njih drži, ne. Kako sem jaz dober, kako jaz dober pojem, jaz sem najboljši, vse babe bojo vse znorele, ki me vidijo, lep sem, to, a veš, to je v bistvu tist, ne, če se ti zdi to malo tako čuden, da bi vse govoril, mogoče nisi čist za frontmana, ne. A se je tebi zdelo to kdaj čuden, da bi zase govoril? Nisem niti razmišljal o tem. Preveč. Si se z drugimi stvarmi to kdaj ukvarjal? Ja, nikoli nisem bil obremenjen s temi stvarmi. Ja. Ampak več ženske publike v prvi vrsti je bilo pa Skrpani ali potem z Agropopi? Predvsem so bile drugačne. Ja. Recimo, da je na Krpane na Agropop itak hodila, ampak hecno, ne, mi smo imeli ene prvih nastopov tudi v diskoteki Valentino, ki je bila šminkerska v Ljubljani, ta glavna, in pač lastniku se je zdelo, da je to treba postaviti, pa pač komad Valentina z Valentina, mesarjev sin v bistvu, ja. In on je to hotel postaviti not in je do Celovške so stalo v vrsti za un nastop in to same une šminke, ker je to pač in. Mi smo bili pa gor v tistih kmečkih upravah, pa krvavimi mesarskimi unimi opremami, pa metali smo dol, ne vem kva vse, ampak njim je bilo to takrat, to je to, moramo biti. Tako kot na Sidarto, ko so imeli prvi koncert na tem stadionu, na Starmu, je ful folka šlo, ko sploh niso vedeli, za Sidarto niti kakšna muzika, ampak to je dogodek, na katerega moramo se pokazati, moramo jeti. Moramo biti videni tam, pa kakšno sliko narediti, ne? Tako. Ja. Tako da to so bile hecne situacije. Rock v Sloveniji takrat ni imel neke ženske publike blazno. Veš, to so bile, bolj bi rekel, moška domena takrat, ne. So bile tudi punce vmes, ker Kreslin je imel neko posebno privlačnost, mnoge hude babe so bile zaljubljene vanga, ne, to se še spomnim, celo bolj kot v nas, ne. Mi smo bili mlajši, jaz sem 10 let mlajši od njega, tako da mi smo takrat imeli svoj žur. Na Agro je pa hodilo vse živo, ne, a veš, od šminkeraja do, bi rekel, preproste kmečke publike, vse smo pokrivali nekako in
dogodivščine je bilo veliko. Si mislim. Ja. Pa ne bova šla v tej dogodivščini. Kakor želiš. A lahko tudi greva. No, pa mi pa kakšno tako hudo, specifično dogodivščino pa vsem povejno. Okoli žensk misliš? Nisem okoli žensk, tudi lahko okrog žensk, če je s tem povezan, absolutno ne, ampak vsem tako, veš, tukaj imam velikrat kakšne glasbenike. Bend mora skrbeti za tudi to žensko populacijo, moraš biti še posebej parjazen, ker je izračun matematični zelo enostaven. Se pravi, tipi bojo šli tja, kjer so punce, ne, to je, se pravi, če boš imel neko žensko publiko, bo sigurno vsi tipi šli že zaradi njih tja, ne, in je fajn, da se dobro razumeš tudi žensko publiko, zdaj pa kdo je pa tam odspred, to so bili pa razni liki, ne, a veš, malo je bilo Felinjev, malo je bilo luštnih punc, malo je bilo takih, vse nabrani. A pa ste se kdaj na kakšnem nastopu, koncertu, ne bom zdaj rekla bal, ampak to veselje lahko tako hitro preraste? Ja, pa nas se je dogajalo vse živo. Pa ne sam pa nas, v bistvu mi moramo vedeti, da takrat so bili kar divji časi. Ne? Torej, nastopali se je slovenska muzika tam nekje do 80-ih je bila zelo lokalno. Ne? Recimo, narodno-zabavni bendi so bili vsi starejši gospodje, ki so igrali na veselicah, to ni ben mlad bend špil, tako kot zdaj. Rock je bil tako, klobasa, pivo, pa ene 100, 200, 300 max ljudi, ne? Ki so pa šli tja, torej, zaradi pač druge scene. Pa so se začele te diskoteke, pa to je določen folk je hodil samo sem. Igraj se je v napol podrtih dvoranah, igraj se je na travniku, ko včeraj še nič ni bilo, pa so ene veje zapičalo okoli, pa si igral na parkolcah od kamionov, ki danes so vsi šokirani, kako ste lahko na parkolci od kamiona igrali. To je bilo super, so bili zdrava kmečka pamet, zakaj bi zdaj oder nov delal, ne? Jože ima kamion, pizda, še cerado ima, ne, če vdaš, in se je začel na kamion. To je en cajt bilo ful, ne. Dvorane so bile, danes bi to inšpekcija ne pstila po dvoranu, v katerih smo igrali, ni šans, to je bilo pozim, razbita okna, WC niso delovali, backstage je bil kar... Na odru je bila ena zavesa, pa so odgrno so bili cement, žakli, pa tle se usete na cement, pa smo tam izdelali. Vse je bilo svašta, odri so se uderali, je bilo gnilo, to so bile dvorane, une po vojne, veš, te še, so bile kulturne te dvorane in pol, so bile neki cajta zaprte, pa so pa menedžerji v narekovajih odkrili, da zdaj pa slovenska scena se zalaufala in kar naenkrat, veš, se je začeli igrati ful, ne, v 80-ih in ta bi rekel komerc scena od Randevuja, Brandija, Zanzikar, koga pozabil, no, v glavnem Helena Blagne, pa Šankrok, pa skratka cela scena se je začela formirati in naenkrat je po Sloveniji se začel trend špilajna. Prej je bilo to tako, bogo, a veš, in to zdaj v bistvu je pol preraslo do nekje 90-ih je to fulaufal, pa je prišel hrvaški dance, matrice, playbacki in na kmetih so imeli, ne vem, eno štalo in so jo predelali v klub. In se je igrali naenkrat v enih na pol štali, na pol klubu je bilo to, sam bokse so dali v meglo, strupeno so spustili, pa gremo. Pa žur, ne? Ja, pa žur do 4 zjutraj, ne, prej se je tam obenih nehal, ne, so tudi podaljševali pol in dosti je bilo, bi rekel, teh zanimivih situacij vmes, ne. Mi, ki smo bili bolj razvpiti, pač so nas vabili vse povsod, smo igrali v eni dvorani, ki so se v 10:30 stepli zmer in smo rekli, da ne gremo več, ker tu mač dosti imamo tega. In pa so prenovili to dvorano in čez 2 let se prosili nas, če le enkrat, da imajo obletnico, no, ajde, gremo. In vse lepo in prav, ja, 10:30 je bilo spet. Aha, so imeli tajnik, da prav. Organizator, igrajte naprej, ne bo dolgo trajalo. Vse so razbili, spet vse. Une so sneli gasilne aparate, ker takrat je že treba, so se špricali, tako megla, pa sem tako roko videl, ven kakšen stol. Ene dol z balkona skočil celo, joj.
Pa se je pa umiril, so šli na šank, si kar ono so popili, aj gremo dalje, pa je bilo ne. Je tako bilo čas. Danes ne bo več tako na Agropop nastopih, upajmo, a ne? Ja, bomo videli. Definitivno ne v Hali Tivoli. Ampak prej sem se že mečkam dotaknila dejstva, kdo je Aleš, ko je doma, ko je partner, ko je oče, ko je stran od glasbe. Je tudi že dedek, Ingrede. Tudi že dedek. Ja, pa in to že 10 let star vnuk je. To sem pa dobro Mojega sina ima Marka, torej sina, in on je vnuk, s katerim spet tečem, bi rekel, naslednji krog, da je treba spet za žogo laufati, pa vse delati. Pa s kakšnimi skiroji in tako naprej. Pa vse to, pa fuzbal trenira, pa skoraj akcija spet. Ja. Se dobro znajdeš v tej vlogi? Znajdem se dober, edin reakcijski čas me, ko on že teče, jaz 2 sekunde, 3 šele, Moram iti. Ja, ja. Ampak zdaj lahko tudi primerjaš te dve vlogi, ne? Oče ali pa dedek je zagotovo veliko bolj sladko. Ko sem imel prvega otroka, takrat smo bili v bistvu prenasičeni, preveč smo bili, nekaj smo hoteli še sebe narediti, verjetno je bil pač prehmal in res nismo imeli cajta, no? In tudi mentalno nismo bili toliko pri stvari. Recimo, sem dobil drugega otroka, koliko sem bil star, 39-40, sem čist drugač potem luno gledal na stvar, drugače tudi doživljal, ni bilo več tiste obremenitve, kaj bomo v lifeu, on tretji se parjel in si gonil, ne. In drugač gledaš na to z leti, ne. Zdaj, ki je vnuk pri teh letih, je pa spet, bi rekel, spet ena nova zgodba, ne, a veš. In doma pač probam biti pač dedi, ata, partner, whatever, in pač mi gre tako, še kar, no. Še kar je rekel. Ja, se to imaš prav, ker to bi mogel pol koga drugega verjetno vprašati. Ja, važen je, veš kaj, da te doma, torej Anja vedno pač tudi kaj z glasbenih vod je vedela, kaj pomeni špilat, kaj pomeni biti muzičar in tako naprej, se pravi, a veš, vikendi, 5, noči, naslednji dan ga ne smemo preč davt, ne, ker najhujši primer je recimo glasbene družine, da recimo petek, soboto igra, on pride ob 6 zjutraj dam in pol nedelo ob 8 zjutraj odprejo rulete, gremo na izlet, in čista koma, in pol vidiš tako, skakla žena, pa recimo otroc, da in odzad se en vleče s očnimi špegli komi, tako 30 metrov odzadi za njimi komi. Ampak taki so te situacije, ja. Ja. Jaz te nedele nimam, no, tle mi dajo mir, tako da hvala Bogu. Mislim, to zagotovo, tako kot si rekel, je ena velika prednost to, da je Anja sama razume, kako je. Ona zmer prav, če slučajno ne boš da ne vem, 5 zjutraj, da na avto doma, da je sam pošal SMS, da ste v redu, ali da ste prespali, ali whatever, ja. To je to, ne. Drugač pa, ja, lej, ta rekonvalescenca telesa je problem, ne, zdaj vedno več dlj traja kot včasih, ne, včasih slav 3 dni skrb, recimo na polno, pa bil en dan mal koma, ne, zdaj pa lahko en dan, pa 2 dni koma, skratka. Če ne 3 celo mogoče, ja, ne. Se malo odvisno, kaj si prvošaš, ne. Organi so tudi že rahlo zrabljeni, ne, po vsem tem, kar so dali skozi. Je treba malo tudi skrbeti zase, ne, tudi kdaj reči ne, tudi ne bom šel zdaj do konca, malo se bom ustavil in tako naprej, ne. Če ne, je kriza, ne, če češ naprej delovati. Zdaj, dol si čez slavo v tistih časih, ko je bil rock'n'roll v smislu, da je bilo res vsega, ne, se pravi, od alkohola do ponočevanja, ja, vsega tega. To ne bi bil rock'n'roll, ja. Tako, ja. Ampak se mi zdi, da je, mislim, seveda nekateri glasbeniki ali pa bendi še vedno tudi tako živijo, sploh v svetovnem merilu. Ampak ja, se mi zdi, da pri nas se mi zdi, da se je to vseeno mal, ja, a ne umirilo. Tudi danes po večini vidiš, da bend, ko neha nastopa, dejansko odide. Včasih backstage, imajo prevoze, organizirajo, imajo vse, hvala Bogu, ne, da je to napredovalo. Moramo tudi vedeti, da Muskontar vedno bolj postaja 30-40% Muskontar, pa 60% v bistvu sam svoj menedžer oziroma ekonomist, ali ne kako ne temu rečem, ker veliko več se morajo ukvarjati zaradi družbenih omrežij sami sabo, skozi nekaj objavljati, skozi se nekaj dogovarjati.
sponzorstva, untret peto, v naših cajtih je bilo to zelo, torej itak družbenih omrežij še ni bilo, ne? Ampak tudi vse, muzika je bila v spredju, pa nastop, pa fajn se moramo tudi mi imeti, se pravi, ne, to je bilo vodilo, ne. Niti ni bil denar, denar je bil fajn, ki je prišel zraven, ampak takrat je zelo malo raznovni profi, muzikanti, ki so igrali po hotelih, pa na ladjah so igrali pač za cash, ostalo pa rock and roll, mi smo igrali klobasa, pivo, to je bila klasika. In če si dobil še karto za avtobus, pa vlak, ker še nismo imeli prevozov, je bilo to. In to je bilo normalno, par leta, veš, ne. Danes band, te tam mladi zdajle, a veš, takoj, sponsorship, to, unih zahakljajo, to leti, po mnogo para, ne, in je pa fajn, pa nekateri pač vlagajo v svoj razvoj, ne, ampak pač taki časi so, ne, zelo profesionalno, kapitalistični, no, naj kako ne rečem, ne. In gre vse to eno z drugim zdaj. Skupaj, ne? 16 leta, ne? Ste potem... Ja, 16 let smo z Agropopom, prej sem bil pri Krpanih kar dolg, zato ker sem v bistvu bil že pri 14 smo začeli, ampak še ni bilo Vladota, smo imeli prej drugo postavo, pol nas je vojska malo razbila. No, najbolj smešen je pa moj band Rock Partizani, ki pa je bil tudi slučajno nastal, smo pa zdaj v 22. letu. In nikoli si nisem mislil, da bo to v bistvu band z najdaljšim staležem, ne, do sem, ne. To je v bistvu tudi hecen, ja. Ja, ker z kako bi pa Rock Partizane opisal? V primerjavi z, ne vem, Partizani so Agropopom? nastali, ker sem imel jaz 40-ko in sem bil zmenen za ene dva benda, ki sta me pol nacedili, obstila 2 dni prej in se rekel, moramo imeti muziko, to razveze drugačno. In sem mal frende, ki so bili frej, se rekel, ja bi mal, pa bomo mal tam začemali, pa to vse znamo, neki untrepe. In smo igrali, in sem sam sebi igral, no, v bistvu. In je bilo fajn, in pa je bilo konc, in pride en friend prav, ko ste vi to za eni? Sem rekel, ja, nič za danes, sem zbral frende. Prav, jaz imam drug teden v firmi žur, jaz bi točno tako muziko rad. Dej vpraša, bi vi prišli, no, in takrat sem bil frej, pač sem rekel, tudi malo sem se mogel po Agropopu dejansko spočiti, malo od vsega je bilo res že too much, tudi prišla so leta, ker nismo več zmogli, ne, se smo bili pošteni sami do sebe, ker mi smo dali z Agroti kar za 2 življenja skozi, pa moče 3. Pač zjahani smo bili in smo pač sporazumno takrat se ustavili, ne. In pa smo rekli, pa gremo pogledati in tako čist tudi slučaj, ta drug slučaj že v bistvu po Agropopu je bil tudi nastanek Rock Partizanov totalni slučaj, no. In pa smo začeli določene stvari preigravati, so nas začeli na špile klicati in pa smo v bistvu zelo tako retro igrali, slow rock, vse, kar sem jaz delal mal, imel sem tudi Don Mentonija enega not, Vojo je bil iz Botrov, skratka vse smo skombinirali, Zabukovci v Magnifiku in smo to nekako skupaj dali, en tak orang žur, čeprav pa so nas skozi to politiko, ne, se je začel, pač mi smo party z Y bili, ne, in to namenoma, kakor fora, ne, party zani, ne, malo že oldies goldies, ampak band v bistvu za žur, ne. No, zdaj pa sploh, če imamo kakšen malo bolj odmeven nastop, se usujejo najprej z ene strani, bom rekel, na veliko in pol se drugi javijo in to so borbe na Facebooku, no. Zanimivo, ja. Kako pa gledaš na te stvari? A ti je to smešno, ali ti je to žalostno? Nam rekel, nič žalostno, nič smešno, ampak se veš, to generacije, ki zdaj prihajajo, da jih obremenjujemo z enimi stvarmi, ki so blene in da se na tem v bistvu gradi vsa politika in vse ta zmešnjava pri nas, je žalosten. Te stvari bi mogli že lepo razčistiti, narediti en velik žur za vse, reči, evo, od danes naprej, pa kaj je bilo leta 45 ali pa 91, super, vse pometemo, hvala lepa, 20-letno mularijo namo več s tem gnavili, gremo naprej, v tem stilu, ne. Ampak mislim, da se to še ne bo zgodilo, ja, to so drug let volitve, bojo intenzivno delali oboji ali pa še več njih na vsem tem.
A si tudi v privat življenju, v zasebnem življenju tak, da ko pride do nečesa, do nekega izziva, ne nujno problema, greš čez to, rešili smo, Jaz se tako poprimem s tem, zato ker sem se navadil, bolj se stvari vlečejo slabše. Probam odreagirati, sicer vprašanje včasih tudi ne prav, včasih narobe, ali pa v narobe smer, ampak se stvari mislim, raj takoj razburkam, rešujemo akcije, kada neki bomo že, se bo samo zrihtali, to ne gre. Je sploh ta samo, ne? Je najprej ena mehna kepa, poj pa že pa se začne kepo, kotaliti. Ne? Ja. Kako pa doma rešuješ konflikte? Si ta glasen, si unka se odmakne, vase potegne? Kakor daj. Če vidim, če bom preglasen, še slabš, sicer se težko ustavim, ampak sem se z leti naučil včasih malo zabremzati, pa malo pustim, da je mir. Včasih pa kar sem glasen. Ja. A bi zase rekel, da si kolerik? Ne. Sem pa tako bolj hiperaktiven. No. Ja. Si težko primer tudi? Ja. Recimo problem imam z dopusti, to je tipično za deloholike. Moja doza morska je 3 do 4 dni, čeprav sem tudi, ampak ne morem biti tudi tam primer, ko mi čakam, če je kje kakšen igrajo, pa tudi sem rekel, če igrajo na terasi unija, veš, takoj moram mal jeti v to, ne znam, sej to je umetnost se izklopati. Pa sprostiti čist. Ja, čeprav ne smeš prenisk post, ker, veš, prej živiš na nekem nivoju stresa in adrenalina, če greš preveč dol, tudi ni dober, ker poslo kar nekaj bolam, pa vas zjahan. Zbudne vse ven v resnici lahko. Tako da nek nivo moraš držati, ne čist adijo. Ja. Ampak Anja na drugi strani se pa zna verjetno odklopiti. Ona je drugačna, ja. Pa ti kdaj tako, ti je kdaj kaj učitela v smislu, pa dej mi dva res nisva tako kao ostali, ko grejo. Problem je, da bi jaz ko s nekam okoli letov, vse veš tudi, punce rajša, pa dekleta, lahko cel dan na plaži ležijo, pa to mene, jaz kolikor poznam tipa je zelo malo takih, da cel dan na soncu ležali, pa neko knjigo brali, pa tako, mi moramo pol malo že, in pol prije dunga konflikta, babe grejo na plažo, deci grejo pa zjutraj, kolikor ponad v kempih, po kruh, ali pa po ribe. In jih pol ni dokosila in so vsi zadovoljni, in pol je že siesta, ki že pridejo malo nabiti nazaj, ampak to je ta slovenska značilnost. Camp life. Ja, sam je treba preživeti, veš. Mi moramo vedeti, da ljudje, recimo, ko so v službah, se vidijo zvečer ali pa zjutraj na hiter in en drug ritem, pa so pa skozi skrb, cel dan. In veliko družinskih prepirov izbruhne na počitnicah, ker je nekaj, ko ti, ko to, zdaj bi jaz to, jaz bi to. Je tako kot takrat v koroni, ko smo bili zaklenjeni. To je bil preizkus, orak, Pri marsikomu, in marsikdo tudi ni čez ta preizkus. Jaz sem probal čim manj biti zaklenjen tudi takrat. Ampak kako pa ti je bilo res takrat, ker se mi zdi, da za glasbenike itak že, seveda zaradi nastopov in tako, ampak tudi sicer, ravno to, kar naenkrat bil ful doma. Ampak jaz sem imel to srečo, da smo v studiu lahko ustvarjali. Takrat smo delali določene stvari, se prvi spomnim, prva stvar je bila Miha Goršeka, pri meni tudi v studiu, pa jaz pa Anja smo v bistvu iz ene zajbancije, njene komade, celo tako polakustično plato naredili. Celo. Smo 10 komadov predelali in ker smo imeli cajt, pa smo začeli malo se dobivati, malo špilati, pa smo rekli, ko so bila tista neka vsa dovoljena, se ne, če lahko sem jaz se to napisal, jo razmnožil, in pa je bila ona, ura je 10, kaj pa zdaj? Bomo že, in pa valjda smo potegnili, sem tiste papirje talo, ki sem jaz jih podpisal, da je vsak dan smo imeli snemanje, skozi smo neki snemali. Zanimiva izkušnja. Sej, marsikaj se je dogajalo, se veš, proti cepilci, zdaj prihaja marsikaj na dan tudi kaj se je to dogajalo, kakšne so posledice enih, vsa ta lockdown, eni so ga tako jemali, eni tako, živali so prišle nazaj, rastline so spet zaživele, ampak
To smo mi hitro potamanili nazaj. Pa pozabili na to. Konc, ja. Ja. No, ampak tako, kot si prej dobro rekel, pustva to, ne bova, pustimo to za sabo, bilo je, preživeli smo vse te lockdowne in dovolilnice in tako naprej. Test je bil, ja. Bil je pa kar dober eksperiment za vse nas. Ja. Ali tako, se ni nič podaril svet, pa nič ni šlo, so vsi jamrali, da zdaj bo pa vse propadlo, pa tret. Kar nekako je mogoče smo rabili malo tega, ampak se mi zdi, se nismo nič naučili. Ja, vsak je pa imel takrat zagotovo neko svojo bitko, ki jo je bil na takšen ali drugačen. Sam naučili se nismo nič, ker zdaj, če pogledamo, kaj gre zdaj svet, je pa še hujke prej. Očitno to samo malo, da smo vdihnili, ne, na nek način. Zanjo sta koliko časa skupaj? Ful dolg. Zdaj sem te dubla, ne pač to. Ne, se li računam. Ja. Kaj smo zdaj? 33. Ampak našla sta se pa kje? Veš, to pa nisem šla raziskovati, se nekaj te bomo vprašala. Svobodno sonce. Aha. Ja. Mi je stala že v gimnaziji prej skupaj. Ampak ne paralelka pa tako. Ne, ona je mlajša, ampak jaz sem bil v 4., ona je bila pa, mislim, da v 2. letniku. In tam cel razred so bile kar take rasne babe, fine. Je bilo več izbora takrat. No in smo mi kar radi pogledovali tja. Ene parih je kar v tisti razred skočil in jaz tudi. Pa sem šel pa v vojsko in sem namenoma delal na tem, zdaj se to čudno sliši. Fantovska družba smo skozi po 18 smo šli v vojsko, ne? In en je pisal friend, kaj je z mojo babo, jaz sem je bil že v vojski, veš, se ko jaz to nam prenašal in sem v bistvu kar malo purinil jo strana, veš, da nam je od teh težav en let, pa mladi smo lepa kapa, veš, kaj so škodili, ne. No pa je bil že video seks in v Zagrebu so imeli nastop in jaz sem bil tam v vojski, sem rekel, Zagreb in sem tulo, to je moja baba, no, da spuste me not, celo sranje bilo, pa bili smo že mal pod gasom in pa so oni retari me skoraj ven, in pa je Anja mogla reševati situacijo, ne, spusti ga, pa ko ti govoriš, da sem jaz tvoja baba, če nisem več, skratka, cel zaplet. In pa sem šel prvo vas, to sem še neki noro, pa so me že ven vrli spet. Nisi bil glih najboljši obiskovalec njenega nastopa? Ne, je rekel, da je kubi čakala, da sem šel. Da si bil malo neugoden. Tudi Krpani so igrali v Zagrebu, ker sem bil v vojski, je bila ena 15. postava in sem bil isto na svojemu bendu na špilu, v bistvu je bilo ful zabava. Takrat je pa recimo me zamenjal hecen Matjaž Kosi, ki je imel Moulin Rouge, drugače. Ampak smo se tudi neki družili in tako naprej in sem šel svoj bend tudi gledati. Tudi stan so me van vrgli. No, pol v bistvu imaš tudi sam izkušnjo, kako je, ko si neugoden na drugi strani. Ja, je tako, zanimivo je vedno gledati, tudi če greš druge bende gledati ali pa svetovne bende, kako se drugače počutiš, ko si na tej strani, ker mi smo vedno entertainment, daske, ko je život znače in nekaj treba za isto raje narediti, zanimirati to, ti špilaš, se zabavaš, tulaš, najavljaš, ne vem, plešeš, oni moram zbrcati, ker si na drugi strani gledaš isto, a me bo zdaj te zanimirali to malo brez veze, veš, pa itak smo razvajeni, raj bi šel kar na oder, da si na drugi strani. Kako pa sam obiskuješ kaj koncerte? Kolikor se mi da. Zdaj, generacijo sem še hodil dosti gledati, sem rekel, prej slej bojo fertik, no pa so zdaj rollingi vse demantirali, s to svojo špilancijo po 80-ih. Ne vem, od Collinsa pa, ne vem, en kup teh bendov sem tako že 20 let nazaj, ko so bili še kakor tok, sem rekel, to pa te moram imeti, pa to je, pa vse to, no. In pa enih sem se nategnil, ker eni še vedno igrajo, ampak sem jih dobil takrat tudi, AC/DC so bili takrat še full power, zdaj, ki jih gledam, se mi kar trga, ka on vleče iz pete ven, tist še, on je čist siv že, ampak še zmer skače. Svakam čast. Moram se še mečkan vrniti Kanji. No, pa zdaj pa ne vem, a so to malo narobe napisali, prebrala sem, da se je Anja kdaj tudi malo sramvala dejstva, da si... No, lej, šok je bil
za njo, ker ona je bila čist druga scena, ne, oni so bili tako, tist pač elektroton na takih finih priredbah, v onih klubov in pa to, ne, jaz pa pač ono, kao seljačina in dali smo razne čudne izjave in pojavljali smo se v raznih čudnih zgodbah, ampak pol je pač, mislim, da sramvala ni pravi izraz, bolj je bila tako v začetku malo v šoku, ne, ker sva midva pač začela spet, je bil agro že orang, v bistvu, no pol je tudi veliko beko posnela par agropopu, tako da je pač eno z drugim moraš vzeti, ne. Ja. Kako je pa težko glasbeno ustvarjati s partnerjem? Moraš kar vedeti, kaj pričakovati od njega, ne, ker moraš, težko je to osebno raven ločiti od ustvarjanja, ne, hitro je to, pa kva, da spet to delaš to, kar si že tam delal, to, kva, in tako hitro, ne, po eni strani je dobra kritika lahko, če je konstruktivna, ne, po drugi strani pa, ki si pol malo navadiš, kar sva recimo za njo delala, pač ona delala besedila, jaz sem rekel, lej, probi narediti nekaj v tem stilu, gleda to, kakšen je komad, pa sta še skupaj malo predelalo in par stvari je ratal, ne. Ni pa to enostavno, ne, ker moraš biti pol zelo profi, ne, in pozabiti na tiste osebne zgodbe, ne. Ja, sploh zato, ker tudi poveš na čist drugačen način, kot bi recimo v studiu povedal, ne vem, Alenki Godec. Fikcijo, ne, se nisi zdaj tudi sam doživljal, ne vem, a veš, če zdaj tam nek ljubavno pišeš, pa ovo, pa ono, pa srce parajočo, ni muze se to lik tebi dogajalo, ne, čeprav te, ki radi te piše, rečejo, da to vse iz osebnih, v glavnem. Ja, moja izpoved. Ja. S katerimi slovenskimi glasbeniki ti je bilo pa tako res wow sodelovati, v smislu, da si za njih pisal glasbo, da je res tudi preraslo pol v neko prijateljstvo? Odvisno od obdobja, recimo pol, ki sem bil pa Agrotih, smo recimo parkrat šankrok izkup igrali v smešen, pa sem naredil v bistvu 2 komada in tako, ko smo se družili, eno teh je bil Rokeri, ki je bil še danes en večjih hitov njihovih, ampak to je bil pač obdobje, skupaj smo tam po hoteli, kdaj ždeli in so bile razne čudne scene, v enega imamo prepoved, doživljenjsko, oba benda, še zdaj. V Sloveniji? Ja. Aha. Ampak to so le pač dolgo, ne, ni bilo nič tacga, no, da se razumem, pač pride tako, smo bili mladi in razuzdani. Pol, kasneje, ko smo delali, bi rekel, ko se je začela ta bolj pop-produkcija, ko so kup teh punc bilo, ne, od Pike Božič do Alenke Godec, do Nuša Derenda, do kva je še bilo, pol Monika Puc, ne vem, bilo jih je veliko, pa tudi za druge mene in nekako smo vsi vzpostavili nek prijateljski odnos, tudi ko so imele pol punce, so skupaj kaj posnele ali pa so prišle kot gosti in tako naprej, tako da se z marskom od takrat še kar videvamo in družimo, recimo z Alenko in Primožem, pri meni imamo take zelo tradicionalne žurke v studiu in se vedno udeležita in smo tudi, ko gremo, ker smo še kar zelo povezani. No. Zato sem ravno omenila Alenko, ja, ker vem, da ste ohranili v bistvu. Ja, pa tudi, veš, če smo v žureri na kupu, ta pravi, ne, eno je tam podoba za ven, ne, ampak ko smo mi privata, veš, nismo zelo pošlihtani spet. No. No, ampak veš, zanimivo mi je tudi to, ne, da v bistvu že odkar te ljudje lahko spremljajo na odrih in tako se ve, z Anjo sta par, imata otroka in tako naprej, ampak nikoli pa nista prav zelo spuščala v to vajno zasebnost, ampak hkrati se mi pa zdi, da tudi mediji niso nikoli prav zelo težili po, da bi... Ja, mogoče tudi s tem, ko smo jih le malo, mislim to, ko hodijo, zdaj bomo pa res doma snemali, kako kuhate, pa bomo zdaj z otrokom to naredili, pa bote vse kakšne stvari narediva, ne, ampak privat je treba vse malo tudi ohraniti, pa tudi ne obremenjevati mogoče svojih otrok, recimo Luna Muska je čist cool, ona je plesala sicer dolg časa v Boleru, ampak je nikoli nisva, da je to, da je Muska, da je to, kaj pa poslušaš, veš, to je pač druga scena in tudi ni se mi zdi obremenjena s tem blazno. No. Kdo sta njuna starša? Ja, zato ker
Anja je ena zgodba, veš, pri meni so skozi druge zgodbe, valjda vse ve, kaj se dogaja, ne? Ampak kar lepo živimo s tem in nismo pa nikoli delali na lastnem prepoznavnosti ali pa imidžu, da bi forsirali družinsko življenje, no? Kar marsikdo tudi počne. Ne? Koliko ti je pa recimo ravno zaradi tega, ker si sam zelo velik v tej sceni, pa zvečer po noči zunaj, koliko ti je pa bilo zaradi tega težko, ko je hčerka začela kaj ven hoditi? Veš, da je. Ker je spet malo drugače kot hčerka. Tako se spomniš, kva si ti počel, ne? Recimo pa še kaj verjetno, mogoče tudi hujšega, kot ona, upam, ne. In ne, če ne veš, ne boli, ne, a veš, če veš, da ja, zdaj gre pa tja, pa vse, ja, pa zdaj so te stvari, pa tam, pa lahko se zgodi to, ne, seveda te misli vse obhajajo, ne. Včasih smo tudi po diskotekah ali pa teh klubih v Ljubljani se je varno domov hodil, noben ni pomislil, da bo pol dveh, da te lahko napade na cesto ali pa tako, a veš. Zdaj je to precej drugačne, a veš, starši so hodili pred, ne vem, cirkus pa tak otroke čakati, za avti po noč, vse to bilo treba organizirati, ne, da ja ne bo, vse, pazi, da ti kaj ne vržejo pijačo, pazi na to, pazi na un, ne. Tega takrat mi nismo poznali niti, ne. Ni bilo take paranoje, pa še telefoni, pa fotografiranja, se veš. Zdaj recimo, to tako simpel, zdaj jaz, ne vem, tlele tebe zdaj objavim, en želon napiše, objav, da to zdaj pa jaz sem pa Zevo, kao pa Anja rekla, kaj pa mi dva še malo naloži, evo, gre že okol, evo ti akcije in so tudi vsi malo prestrašeni, tako vidim, v klubih se noben kaj dostih blazno ne objema ali pa nekim ne dogaja, vsi tako malo okol gledajo dostkrat. Tam kol ne veš, da je boš na kakšni sliki, ker imajo vsi to paranojo, da jih bo kdo slikal, ne vem, objavil, posnel, ne vem, ali pa posnel govorno, veš, in to je kar obremenitev tega časa, se mi zdi. Ja, to je v tistih časih res bilo verjetno čisto drugačne. Se je zmer pravim, da sicer predvsem v agrocajtih dober, da ni bilo novinarjev pa fotografov pa vsega tega sranja, ker mi smo dostakrat še kam po špilu zavili. Tist ne je bilo dobro, da je bilo objavljeno. Tist bova naredila eno posebno epizodo, posebno salamo lahko, ja, da bo tako, bomo objavili ob, ne vem, poznih večernih ali pa, ne vem, nočnih. Takrat, ko je slabo poslušanje. Ja, ne veš, kaj bo naredila, v živo bova šla takrat in kdor bo zraven, bo slišal in nikjer se ne bo več to shranili in tako naprej in takrat bova tudi v takih podrobnostih, a prav? No, odvisno kaj, vsega nam povedal. Ja, sej to si mislim. A te kdaj Nika? A boš ti tudi? A povedala, vse, kar češ. A vse? Lahko. No. Zdaj sem preveč rekla, po mojem. Ja, ti po mojem bo pa to vsem pol gledan in poslušan. Ja, bova videla, no, naredila eksperiment. Veš, kaj me pa zanima, si kdaj razmišljal, kdaj pa zamikal, glede na to, da si prej rekel, da ne poznaš veliko moških, ki bi knjigo brali na plaži, da bi pa ti knjigo napisal, oziroma da bi jo nekdo drug napisal o tebi? Te zgodbe so zelo aktualne, se pravi, ko priješ pač do določene meje, se veš, recimo trio, ker je Slim, Predin in Lušin, ne, imajo vsi trije že filme, za knjige ne vem, če imajo vsi, ampak in je tudi fajn, ampak fino je, če to že nekdo dela, ki ve, s čem operira, ne, da to sam mogoče ne, boljše, da mogoče, ja, prepoduješ eno pa to. Film je še bolj štakljiv, ne, ker zelo malo materijala je v bistvu, takrat ni bilo na vem kva, recimo zadnjič je bilo hecno obletnica diskoteke Turist, jaz sem mislil, ko bo to, je rekel, nobenih slik, ko mi smo najdli eno sliko z onimi bivšimi DJ-ji, dve one brezvezne slike, ni bilo takrat tega, veš, danes je to hecen, kako ni. Tako da film res moraš, ali pa karkoli, je to knjiga, film, nekdo, ki res te bo zadev v pravo smer, ne, in ki bo znal to tudi pravilno predstaviti, ne, veš. Vse lahko malo sugeriraš, pomagaš, ne. Pa po drugi strani, da ni dolg cajt, veš, ne. Da zdaj sam naštevaš neke
Kaj vse si zgodbice, dosegel, pa a veš, kje je tako malo, pa to legende, pa to je zmerno legende, joj, to me zmer spomne, kaj je narobe z njim, a je še zdrav, a veš, ne, pustimo zdaj, mi gremo naprej, a veš, ne, koliko Lovšin je zdaj rekel, ja, no, 70, a veš, se meni je mislim, tako včas kar nadojamem, ker smo bili, jaz sem mlajši od Perota, kar 8 let, ne, in smo bili na enih prvih koncertov od Pankrtov, ne, in to je bilo gimnazija Vič, mislim, razpad situacije. In kako je zelo Pero star 70, spomni, gre skupaj, veš, da gre v star pa 20, a veš, mislim, kako, a veš, saj je že odmer Pero to, ampak ne mogoče, ne mora biti Pero 70. To je tisto, kar si čist na začetku tudi rekel, ne? Neke številke, nekaj je pa kako se v bistvu dejansko še počutiš. Ja, valjda, ne, ker včasih rock and roll, po 40 je bil že problematičen, ne, se pravi, do 40 si se pa rock and rollu zgonil, dal skozi vse živo in si bil že zgonen, ne, in je bilo konc, to ni bilo, zdaj poglej, 60, 70, 80 igrajo dalje, ne, drugi cajti. Zdaj grem pa še mečkan v Halo Tivoli. Greš zdaj v Halo? Ja, greva tja. November, torej, če slučajno kdo je preslišal na začetku. 21. novembra, ja, ni se nam posrečil datuma dobiti, ker smo imeli 29. novembra, takrat je bil to dan Republike, ne, in smo takrat za nalož naredili seveda na ta datum, ampak smo bliz in vračamo se v Halo Tivoli po 87. Se pravi, kaj je to, 38 let se vračamo, po 38 letih v Halo Tivoli. Tako lepa mi je ta številka 87, grede. Ja. Hala Tivoli je, a veš, tudi naša generacija, takrat je bila Hala v bistvu ta glavna dvorana, ne? Ni bilo Stožec, ni bilo sploh nekjer drugje, še tudi, mislim, v Taboru, Mariboru ni bil in tako naprej. In naša generacija ima Halo, še zmer, tam so bile, a veš, od svetovnih prvenstv v basketu do vsega boga, tam je milijon naših klubov osvojili medalje, svetovni prvaki so bili v basketu, nastopali so vsi muzičari ta glavni, ki so bili tle, so v Hali igrali, od Queenov do Tina Turner, veš, in ima Hala nek svoj duh. Ja, stožce so večje, stožce imajo, ampak stožce so že za enega drugega cajta. Tako da smo takoj rekli, če že kam v Halo Tivoli. Ali bo na koncertu tudi kakšen delček, kjer se boste spomnili na staro zasedbo, na Šerbi? Ja, seveda, ne, to zdaj v bistvu vse pripravljamo, ne bo to zdaj tako in memoriam lik koncert, ampak seveda se bomo spomnili na Šerbi, spomnili se bomo tudi kakšnega bivšega člana, bomo sigurno povabili kaj na oder, tudi to se dogovarjamo. Bojo kakšni gostje presenečenja, seveda to zdaj je še predelač, ampak bojo vsi v stilu. Predvsem pa bomo naredili Orang show program, no. To nam je bistvo, da to ne bo sam dober večer, zdaj bomo pa odigrali v njih 20 starih nasvideni. To si nekako, to pa mislim, da si pa ti ne bi dovolil, da če bi začutil, da pa bo tako. Če ne bodo, sploh ne bi naredili. Točno to, ja. In zdaj, ko že priprave tečejo in vidim, v katero smer gre, mislim, da si zadovoljen, ne. Ta prava zgodba, nas pa seveda že zdaj gnavijo, k se je to, zdaj bi že vsi, da kar gremo k njim vse igrati, vse posodže, ne. In v Sloveniji in iz tujine že težijo, smo rekli, počas, 21. november je ta glavni dogodek, prej imamo 3 nastope za štart in pol bomo videli naprej, tako da mislim, da bo 2026 isto leto, ko se bo šele Orang dogajal. Pa imaš kondicijo? Ja, jaz praktično vsak teden s Partizani nastopam, ne? Tako da to meni noč pa špil, pa to meni ni problem. Te ta mladi bojo tudi pol je sicer bolj v poslovnih krogih, on bo zdaj mogel kar mal zamenjati noč za dan tudi, ne? Ampak se mislim, da je trdoživ in da se bo tudi navadil. Pa bomo imeli od zadaj še Orang band, seveda posebej, ne? Pa še razne dodatke, tako da mislim, da bo res ena Orang veselica, ampak ne veselica v smislu veselice, ampak agro veselica, ne. Omenil si zdaj še pol, da tole bi te še rada vprašala, prej sva potem šla k eni drugi temi. Ja. Koliko vaju je takrat, a imam jaz prav spominu, da je zdaj pa ne vem čisto dober, ali takrat, ko je Šerbi zbolela,
ali potem že, ko je umrla, da so tudi ene take mal ne preveč prijetne zgodbice krožile. Marsikaj se je seral. Kako je to moglo takrat biti? Jaz lahko z prve roke povem, da smo vsi pač, ne vsi, ampak v bistvu Polde, Urban pa jaz smo jo obiskovali. Bilo je tudi precej finančne pomoči, to lahko zdaj povem. In zelo se nam je za mal zdel, ker je pol tako izpadlo, da smo jo zapustili oziroma da se nismo nič več brigali za njo. Mi tega nikoli nismo niti objavljali, to je bilo zelo privat vse. Se nam niti ni zdelo smiselno, da zdaj s tem nekaj duvamo, ali pa da, ker je to bilo nam normalno. Logično. Zdaj, zakaj je do tega prišlo? Verjetno pač določeni ljudje so pač neke lažne informacije lansirali in seveda vedno je pol, da smo pa izpadli, da smo izkoriščali, pa pa tret, pa pet. A v bistvu je bilo ogromno ene pomoči. Ampak to nismo nikoli dajali na velik zvon. Pol je bil pa tlete glaven. To lahko povem. Pa si takrat čutil, ali pa ste vsi trije, ne predstaviš, probam se dati v položaj, se pravi, ti veš, kakšna je zgodba, ti veš, kakšna je bila ta pomoč in tako naprej. Pa tudi, če je bila zgolj samo v obliki obiskovanja, vseeno, ampak hkrati pa je bila poslušaš. Finančna pomoč. No, se to pravim, hkrati pa poslušaš, pa si nekje na tapeti z nekimi takšnimi, ker se mi zdi, da prej, a si imel kdaj prej že to izkušnjo, da bi se v tebi nekaj drugače govorilo? Sem pa tja, ampak ne preveč. Ne pa toliko. Ja, veš, da se ti za mal zdi, ampak pač, ljudje smo vsi, veš, različni, eni uživajo v tuji nesreči, eni uživajo, da morajo nekaj pluvati, da morajo svoje probleme ali pa frustracije drugače izražajo, pa se obesijo na druge ljudi, ampak pač takrat orožja proti temu nismo imeli, ker v bistvu kdor je vedel, koliko je ura, to je bilo nam važno in to je bila pač Šerbina familija in ona in naš krog, bi rekel, manjši smo vedeli, kaj počnemo in tudi nismo nikoli bili profil ljudi, da bi to pa zdaj pa dajte objaviti, da smo mi bili tam, pa dajte to, pa dajte sliko, pa dajte ne vem kva. Mi smo to rešvali v okviru agrodružine, bom rekel. Tako kot bi verjetno tudi za bilo kjerega drugega člana. Ja. Nismo se pa nič s tem okoriščali, kvečem smo veliko pomagali tudi sredstvi, ni pa to bilo nikoli javno objavljeno in tudi ni bil naš interes. Ja, ker niste nikoli v to smer samo promocije tudi konc koncev delali. Niti prej, niti potem. Tako. Agropop zgodba naj gre naprej, veselim se koncerta. Ne bom čisto v prvi vrsti, prav bom tam nekje malo bolj na sredini ali pa v zadnji, zato da lahko do zraka pridem hitro, če bo treba. Se ga pa zelo veselim, tako da vse dobro, Klinči. Ja, hvala lepa za povabilo in za prijeten klepet. Hvala. Ajde, lepo zdrav, se vidimo v Hali 21. novembra. Vidimo. Letos.